V Celju je živelo dekle, hči edinka, veselje in upanje svojih staršev. O božji ljubezni ni imela pojma, ker je o njej nikoli ni nihče govoril. Za svoj 18. rojstni dan je dobila od staršev 200 evrov. Odšla je po trgovinah, da bi za ta denar nekaj kupila. Vse mogoče reči so ji ponujali, a niti ena se ji ni zdela dovolj vredna. V neki izložbi so ji obveseli oči na kipu lepe žene z otrokom v naročju. Všeč ji je bil. Stal je ravno 200 evrov. Kupila ga je in veselo nesla domov. Ni vedela, kaj predstavlja, a je bilo, kakor da bi se vanj zaljubila. Doma je kip postavila na omaro, ga okrasila in povedala staršem, da ga je imenovala Prisrčnost. Starši so bili iznenadeni, ker v svoji brezvernosti niso marali ne Marije, ne Boga. Niso pa hoteli kaliti veselja svojih hčerki, ki je pridno nosila cvetje in krasila kip Prisrčnosti. Nekega dne so jo sošolke povabili v cerkev. Na svoje veliko začudenje je opazila na oltarju podoben kip. Tedaj je spoznala, kdo je njena Prisrčnost. Nevede je dala Mariji, Božji materi, pravo ime, Marija z Jezusom. Ta njena Prisrčnost je bila povod, da se je oklenila Kristusa, pridružila občestvu cerkve in naprej pri vsaki evharistični daritvi slavila častitljivo vedno devico Marijo, mater našega Boga in Gospoda Jezusa Kristusa. Nekaj podobnega se je z Marijo zgodilo, ko se je prikazovala Bernardki v Lurdu, ko je to preprosto dekle nekega dne vprašalo, kdo pravzaprav je. Tedaj je iz ust skrivnostne gospe zaslišala izpoved: brezmadežno spočetje sem. S tem je Marija sama potrdila versko resnico, ki jo je 4 leta prej razglasil papež Pij IX. Tedanji sveti oče je s to razglasitvijo še na slovesen način ex cathedra izrazil vero v Marijino brezmadežno spočetje, ki jo je cerkev izpovedala že od nekdaj. Ona je bila prva in edina izmed človeških otrok, že od samega začetka svojega bivanja obvarovana madeža izvirnega greha. Njeno brezmadežno spočetje je kakor lepa jutranja zarja, ki naznanja veliki dan odrešenja, zato ni naključje, da je ta Marijin praznik prvi praznik v novem cerkvenem letu. Odrešenik sveta, novi Adam, je svojo odrešensko moč, ki osvobaja od greha, najprej to pokazal na svoji materi. S tem je obenem pokazal lepoto srca, ki ne pusti, da bi ga skalila duhovna umazanija. Marija je lepa prav zato, ker je vse življenje imela in ohranila čisto srce. Brezmadežna nam je zato enkraten vzor prave lepote, kajti v njej odseva Božja lepota sama. Bila je od začetka do konca svojega življenja na zemlji zraščena z Bogom, zlita v njegovo voljo in je uresničila načrt, ki ga je imel z njo Bog. Naj nas Marija brezmadežna navduši za to nemerljivo lepoto. Prosimo jo, da bi se ob njej oblikovali možje in žene,
dekleta in fantje, ki bodo ustvarjali lepši in bolj katoliški svet. Na koncu tega razmišljanja naj obudim spomin na zadnje srečanje na Kureščku, ki je bilo pred 26 leti, 8. decembra 1999. Ostalo je nekaj zaplad snega, drugače je bil lep dan. Cesta polna avtomobilov, na zadnjem ovinku pred domom je mrtev ležal Romar, ob njem ni bilo ljudi. Rešilec ni mogel do njega zaradi parkiranih avtomobilov. Sploh me ni pretreslo, v srcu mi je bila misel lepa smrt na Marijin dan. Ko sem prišel do cerkve, vse polno romarjev, France Špelič se je opiral na palico, klečal je tudi in drugi smo klečali. Vleklo me je k tlom. Močno sem se opiral, da bi se ulegel na tla. Kaj je bilo pozneje, se ne spominjam več. Marija je že 18. septembra tega leta napovedala zadnje srečanje z vidcem na viden in slišen način. Takrat je tudi napovedala, da bo videc in tudi drugi čutil njeno navzočnost. Tako je dokazala, da se od Franceta in drugih ni oddaljila. Amen.